sem se pa začel pol sprašati, ampak kaj pa mi, pač mi kaj imamo, ker dejansko pač, v šoli smo omenili pri krstu pri Savici, recimo, kar se dogaja v teh slovanskih časih, pa mogoče pod svobodnim soncem je tudi ena tako slovensko delo, ki se dotika slovanske mitologije, ampak to je bilo pa vse, to smo zelo tako na hiter čez dali ta aspekt, nikoli se nismo kaj preveč poglabljali, in zato sem pač jaz vedel sem, da nekaj obstaja nekje, ampak da je vse tako malo skrito, pa da o tem ne govorimo zares, pa se ne učimo, pa se ne pogovarjamo, in sem začel to jaz raziskovati sam in sem ugotovil, da je pač v bistvu zelo bogata stvar to, da je veliko stvari, veliko zelo zanimivih in iz tukaj pol izvira v bistvu ta fascinacija, se mi zdi. So pa pač se mi zdi, da ta mitologija je tako zanimiva zato, ker v bistvu mi nekaj črpamo iz nje, ki je ful nezavedno, ker to smo pač mi ustvarjali v nekem pač bolj preprostem času, ki nismo razumeli sveta okrog nas in smo si ga morali na nek način razložiti in smo si ga pač s temi miti razlagali. In zaradi tega se mi zdi, da se zelo nečesa tako prvinskega v nas dotika in to je neka stvar, ki se meni zdi, da jo je fajn malo negovati, pač nek ta svoj notranji, prvinski del, ki je povezan, mogoče malo tudi bolj z naravo in